Nadaljujemo na sodišču. Koordinator Levice Luka Mesec se je moral prejšnji konec tedna zagovarjati na sodišču in to ne zaradi brkov, ki jih je nosil v času prejšnje vlade, temveč zaradi razžalitve predsednike stranke Domovinska liga Bernarda Brščiča. Razlog za užaljenost prvega moža Domovinske lige tiči v besedah Luke Mesca na 15. izredni seji Državnega zbora. Zakaj je kavarna Hajek, ki jo ureja Bernard Brščič, nekoč radikalen neoliberalc, danes fašist? In od besedne zveze Brščič je fašist ne bom odstopil, vztraja tudi danes Mesec. Poleg tega, da od svojih besed ne odstopa, je Luka Mesec na spletni strani Levice zapisal, da je bila beseda fašizem tako dolgo v splošni rabi kot žaljivka, da danes, ko imamo spet opravka s fašisti, teh sploh več ne moremo opisati z besedo fašisti. Hkrati pa Mesec toži kolumnista revije Reporter Boštjana M. Turka, ker ga je v svoji kolumni primerjal s Hitlerjem. Se pravi, čeprav razumem, danes lahko nekomu rečemo fašist, ker gre za politično ideologijo, ne smemo mu pa reči, tej stari ne bi tak Mussolini. Mogoče zato bivšega predsednika Kučana vsi opisujejo z besedo komunajzer, noben pa ga ne pozdravlja s "Kje si Stalin?" Ne vem. Pri tej novici je zanimivo tudi, da predsednik stranke Domovinska liga toži zaradi besed izrečenih v parlamentu, saj gre tukaj za edino situacijo, kjer bosta besedi Domovinska liga in parlament kadarkoli uporabljen v istem stavku. Ker smo Slovenci ta teden praznovali dan državnosti, je predsednik republike Borut Pahor, kot ob vsakem prazniku, v svoji predsedniški palači zopet priredil dan odprtih vrat. A ni zanimivo, da vsakič, ko so trgovine zaprte, on organizira dan odprtih vrat. Kaj da ta dan ne bi imel kam zaiti. V glavnem. V svoji palači je sprejel tudi obiskovalca iz arabskih dežel, ki je postregel z zanimivo izjavo. I meet him and he's already very standard man. He doesn't work like our Arabic country president. In our country, you cannot never go to the balance and visit your president, you know. Z gospodom se žal strinjamo, ne? V arabskih državah ne vidiš predsednika. Če pa že, pa je to ponovadi zadnja stvar, ki jo vidiš. Slovenija ima po drugi strani precej bolj preprostega predsednika, saj ga lahko obiščete v njegovi pisarni ali pa vas povozi med nakupovanjem. Evo ga. Kje smo to kupil? A si predstavljate, da bi se predsednik res zaletel tega gospoda? Gospod, na kakšen način so vas poškodovali? Borut Pahor me je zbal s herojem. Kako vas ste lahko sigurni? Kako vas ste lahko sigurni, da je bil prav on? Ki se je hihital kot 12-letnica, pa kaj je video na Instagram dal. Poleg spremanja obiskovalcev pa je predsednik Pahor v predsedniški palači poskrbel še za en trend. Sedenje na mizi s slovenskimi športnimi asi. Najprej sta se tja usedla s Primožem Rogličem, nato pa še z Anžetom Kopitarjem. Ker ne vemo, kako trpežna je predsedniška miza, smo samo hvaležni, da Slovenci nimamo prvaka v sumoborbi. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!